Nogometna zveza je in ostaja naša največja panožna zveza, v vseh pogledih, tudi iz zornega kota odmevnosti dogodkov, ki jih pripravlja in organizira. Še zdaleč ne gre samo za tiste na nogometnih zelenicah in okrog njih, ampak tudi za vse ostale, ki zaokrožajo njeno delovanje. Eden bolj pričakovanih to jesen je bila volilna skupščina, ki so jo svojo prisotnostjo popestrili visoki gostje z UEFA in FIFA na čelu s predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom. Prišel sem zato, da pokažem podporo nogometni zvezi, da pokažem podporo Radetu, da pokažem podporo izvršnemu odboru, podpredsednikom, generalnemu sekretarju, ki odlično opravlja delo, da izrazim podporo celotnemu slovenskemu nogometu. Lahko rečem, da sem podpredsednik UEFA ponosen na vas, delate odlično, velika večina ne živi od tega, pa vseeno vlaga toliko v nogomet samo zato, ker ga imate radi. In verjemite mi, da se to vidi tudi na nivoju Evrope in na svetovnem nivoju. Ob sprehodu skozi izstopajoče dogodke preteklih let je bil seveda v ospredju pogled naprej. Predstavili so ga kandidati za najodgovornejše funkcije. V prvi vrsti Radenko Mijatović, ki je predsednik zveze od leta 2016. Sprejel je še en izziv, tretjega zapored. Na tokratno skupščino se je ponovno podal brez proti kandidata. Dobil je podporo vseh 28 delegatov. Po nekem vloženem delu, v dolgem nekem časovnem obdobju, so teli rezultati in uspehi, predvsem na igriščih, bili ključni dejavnik, da je ta odločitev padla nekje pred volitvami, da gremo še v eno 4-letno obdobje in da nadaljujemo, če bo le možno, v tem trendu. Kakšen izziv je pred njim, katere so teme, ki jih bo skupaj z naožjo ekipo in ostalimi deležniki postavil v ospredje? Postavljamo novo strategijo nogometne zveze, veliko je področji, na katerih je treba narediti še kar nekaj. Predvsem je to klubski nogomet, kjer bi probali raven klubskega nogometa, ki sigurno napreduje, to vidimo vsi, ampak dvigniti na še večjo raven. Veliko je teh stvari, ki se ne vidijo navzven, pa jih je treba narediti za boljši nogomet na jutri. Za 4 podpredsednike je bilo 6 kandidatov, izvoljeni so bili Gvido Mravljak, Danilo Kacjan, Stanko Glažar in Dejan Germič, ki so bili na tem položaju že v preteklem mandatu, nekateri tudi dlje. Kakšen je njihov pogled na prihajajoče izzive in aktivnosti? V bistvu jaz sem bil 6. izvoljen za podpredsednika že od Rudija Zavrla, od Aleksa pa zdaj pri Radenku, tako da naloge dobro poznam. Dovolj smo še mladi, polni energije, imamo strategijo razvoja naše panožne športne zveze, tako da ne vidim nobenega posebnega problema, da ne bi imeli izzivov. Čim več mladih pridobiti na igralna površina, ker to, kar smo dosegli na Evropskem prvenstvu, lahko hitro pozabimo, če ne bomo dobili tistega, kar je najbolj pomembno, to se pravi materija. V tem trenutku moramo izkoristiti kapital, ki ga imamo. Po statutu je že predvidena delitev določenih obveznosti oziroma zadolžitev po področjih. Tudi v tem mandatu smo jih imeli. Verjamem, da vsi smo lahko vsemu kos in da vsi bomo dali svoj maksimum, da bomo čim bolj učinkoviti na vsakem področju, ki ga bomo zastopali. Jaz sem prvi 4 leta mandata oddelal in potem ugotoviš, kako hitro čas teče, koliko je še stvari za narediti. Ko pogledamo nazaj, sicer smo lahko ponosni, iz vseh vidikov zaupanja, ki je bilo dano, moramo tudi upravičiti. In naslednje 4 leta moramo dokazati, da smo vredni tega zaupanja. Delegati Nogometne zveze Slovenije so prvič glasovali tudi o voljeni članici izvršnega odbora in podprli edino kandidatko Majo Berger Levičar, ki ni novinka v nogometu, prinaša pa v izvršni odbor novo energijo. Ženski nogomet je eno področje, ki si zasluži posebno mesto pozornosti, tako kot je zdaj z oblikovanjem tega novega mesta v izvršnem odboru NZS in si ga bo zagotovo tudi deležno. Bo pomembno tudi sodelovanje z Komisijo za ženski nogomet pri Nogometni zvezi Slovenije, ki jih pojmujem kot tista akter, ki je bližje terenu in ki bo tudi meni v relevanten vir informacij in ta vez, tvorno sodelovanje bo relevantno. Tako kot vselej je bilo zasedanje najvišjega organa Nogometne zveze tudi priložnost za neformalno srečanje delegatov vseh 9 medobčinskih nogometnih zvez, predstavnikov sodniške in trenerske organizacije, ki sestavljajo skupščinski kvorum. Da se morda tudi po tej plati utrne kakšna ideja, ki bi jo kazalo tako ali drugače nadgraditi v še svetlejšo prihodnost slovenskega nogometa.